Hvala za besedo. Kot že rečeno, sem Jana Laganis, prihajam iz novogoriške enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, kjer sem zaposlena tudi na projektu za Kras. Projekt za Kras se je začel konec leta 2016 in bo trajal do konca naslednjega leta. Njegov cilj pa je izboljšati stanje posameznih habitatov in vrst, ki so sicer vključeni v omrežje Natura 2000 in pač pridobiti k temu, da bo stanje teh vrst in habitatnih tipov se izboljšalo. Danes vam ne bom predstavljala vseh, ampak bom se osredotočila samo na aktivnosti projekta, ki so namenjene izboljšanju stanja drobnovratnika. To je ta krošček, ki je pod sliko drobnovratnik. V okviru projekta urejamo odvajanje in čiščenje odpadnih vod, poteka čiščenje Divaške jame, zaprli smo Polino peč. No, današnje predavanje pa bo predvsem osredotočeno na tiste aktivnosti, ki so vezane na predavanja in delavnice, ki jih izvajamo v okviru projekta. To so predvsem predavanja, delavnice namenjena izobraževanju o pomenu varovanja podzemnih organizmov in načinih njihovega ohranjanja, tudi preprečevanju krivolova in podobnih zadev. V okviru tega smo tudi izdali že zloženke o varovanju podzemnih živali, ki so dostopne na povezavi, ki jo bomo tudi kopirali v chat in so v elektronski verziji v 4 jezikih, tudi v italijanščini, slovenščini, angleščini in pa hrvaščini. No, ker je namen projekta varovanje ogroženih vrst in habitatnih tipov, bi rada najprej nekaj besed povedala o zakonodaji, ki je podlaga za to varovanje v Sloveniji in je morda malce drugačna od zakonodaje v naših sosednjih državah. Vse jame v Sloveniji so kategorizirane kot podzemeljske geomorfološke naravne vrednote državnega pomena. To se pravi, da so vse v lasti države, v upravljanju države in kaj je v njih dovoljeno in kaj ni dovoljeno početi, določita uredba o vrsteh naravnih vrednot in pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Nasploh velja, da v jamah ne moramo početi ravno vsega, kar bi si zaželeli. Jame morajo ostati take, kot so bile pred našim obiskom. Trenutno imamo v Sloveniji 6 zaprtih jam, se pravi takih, v katere lahko vstopite samo s posebnimi dovoljenji, ponavadi dovoljenji ministra. No, drugi režim, ki varuje jame, je omrežje Natura 2000. Vsi vemo, da 37% Slovenije pokrivajo območja Natura 2000. Nekatera od njih, ki so tukaj obarvana z rumeno, pa so namenjena tudi varovanju habitatnih tipov jam, ki niso odprte za javnost, ali pa posameznih vrst, med njimi so drobnovratnik, močeril ali človeška ribica, ali proteus, ako želite, školjka kuščarjeva kongerija in pa netopirji. Torej, cilj območij Natura 2000 je varovanje ugodnega stanja jam. Vsi državljani Republike Slovenije moramo zagotoviti, da bo ohranjeno ugodno stanje teh vrst in habitatnih tipov. Tretja kategorija, ki je v Sloveniji pomembna, so zavarovane jame. To je bilo morda še bolj pomembno v preteklosti, pred letom 2004, ko je bil sprejet zakon o varovanju podzemnih jam. To so bile posebne jame, ki so imele posebne varstvene režime, ali na podlagi občinskih odlokov ali pa državnih. No, po letu 2004, kot rečeno, je bil sprejet zakon o varstvu podzemnih jam, ki je nekako posebnost Slovenije, in po tem zakonu so vse jame v Sloveniji praktično imajo posebne varstvene režime. Ne moramo v njih početi, kar hočemo, določajo, kaj lahko v njih počnemo in kaj ne. Po njem so varovane vse naravne strukture v jamah, se pravi vsi kapniki, vse tvorbe, strukture, se jih ne sme uničevati. In praktično na kratko lahko povzamemo, da v jami lahko počnemo samo stvari, ki jo bojo tako pustile, kot je bila pred našim prihodom. Torej, v njih ne smemo kuriti, kaditi, se prehranjevati, karkoli uničevati, povzročati tresljajev, vrtati, se podpisovati, vse te stvari seveda so prepovedane. Pomembno je tudi, da odkrivanje in raziskovanje jam ali delov jam lahko uporabljajo samo jamarji, torej tisti, ki imajo jamarski izpit in so temu primerno usposobljeni.
Za današnje predavanje in za naše dejavnosti pa je zelo previdno tudi pomembno tudi določilo, da ta zakon tudi varuje ves jamski živi svet, se pravi vse živali, ki so v jamah, je prepovedano loviti, usmerjati, ubijati in kakorkoli drugače jim škodovati. Tako da s tem, to bi nekako iztočnica potem za naše predavanje, ki bom potem predala besedo naprej našemu predavatelju, ki bi ga zdaj tudi rada malo na kratko predstavila. Teo Delić, moram jaz nehati videti zaslon. Teo Delić je naš današnji predavatelj in je zaposlen na skupini za speleobiologijo na oddelku za biologijo, ki deluje v okviru Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Je velik ljubitelj pokrajin Mediterana, ki se jim veliko posveča v svojem raziskovalnem delu. V nasprotju z večino nas, ki gre v Mediteran in občuduje površinske strukture, njega privlačijo predvsem nevidne globine podzemlja ter posebnosti življenja v kraških jamah. V svojem delu se ukvarja z različnimi raziskavami na področju speleobiologije. Speleobiologija je veda o biologiji podzemnih habitatov, on se ukvarja predvsem seveda v vodinaridih in veliko svojega raziskovalnega časa posveča preučevanju življenja organizmov, ki so povsem prilagojeni na podzemlje. S tem svojim delom nadaljuje delo raziskovalcev, ki so prav v Sloveniji prvič odkrili prave jamske živali in se s tem začeli zavedati, pravzaprav, da življenje lahko obstaja tudi v tem drugače negostoljubnem podzemlju. To je bil obenem tudi začetek speleobiologije kot povsem nove vede o biologiji podzemnih habitatov. Da pa ne bom povedala preveč, bi naprej predala besedo našemu predavatelju, da nam podrobneje predstavi bogastvo in pa tudi ogroženost našega podzemnega sveta. Evo, prosim. Dober večer še z moje strani. Prva hvala za vabilo, Jana, hvala za kratek uvod. Čeprav si rekla, da si uvod skrajšala, se mi zdi, da je bil še daljši, kakor je bil z moje strani napisan življenjepis. Lep pozdrav vsem poslušalcem. Zdaj, če pa nimate nič proti, bi pa jaz kar začel z predstavitvijo. Vprašanja, kot smo že prej slišali, pa upam, da razdelimo ali na koncu ali pa nekje vmes v chatu. Se pravi, danes bomo kot 13. Famletovo predavanje poslušali nekaj o bogatstvu in varovanju slovenskega podzemnega živalstva. Za sam uvod nekako na kratko bi razdelil prezentacijo, ki je pred nami. V prvem delu bi splošno predstavil nekaj o podzemnih habitatih kot takih, potem nekaj malega o podzemnem živalstvu, na kar bi zelo kratko, kajti Jana je predstavila večji del aspekta zakonskega varstva podzemlja v Sloveniji in na koncu bi v kratkem povedal nekaj še o različnih, raznolikih vidikih ogroženosti živalstva v podzemlju v Sloveniji. Zdaj, če govorimo nekako, če začnemo sploh s tem, kaj to podzemni habitati so, lahko že na tej skici zelo na hitro vidimo, da v bistvu podzemni habitati pri nas, recimo v nekem klasičnem kraškem okolju, zajemajo veliko širše območje, veliko več pojmov, kakor so same jame, ki so le eden izmed najbolj znanih delov tega krasa. Se pravi, razlika, ki v bistvu nekako loči te razne kraške oblike, kot so epikras, nezasičena cona, epifratična cona, je pa v bistvu nekako v velikosti, kajti medtem ko v večino teh kraških oblik človek nima vstopa, jame predstavljajo še enkrat zaradi svoje velikosti nekakšno okno v podzemlje. In zdaj na kratkem, če povem nekaj samo o kraških jamah v Sloveniji. Pri Jani ste videli podatek o tem, da v Sloveniji obstaja nekaj več kot 12 000 jam, kar zelo verjetno pomeni, da je ta podatek star
4-5 let. Najnovejši podatki govorijo o tem, da pri nas imamo že skoraj 14.200 jam, medtem ko smo pa lani v istem tem obdobju, se pravi v mesecu marcu, imeli nekaj manj kot 600 jam manj, torej se na letni ravni v Sloveniji odkrije nekje 200, 400, tudi do 600 jam, kar je seveda odvisno od leta do leta. Med temi bi nekako veljalo izpostaviti dve zelo posebni, eno po svoji globini, saj gre za malo več kot 1,5 kilometra globoko brezno Čehi 2 na Kaninu, ter, kot vidite, nekaj več kot maratonska proga, se pravi 43 kilometrov dolg sistem večjih jamskih vhodov, ki se nahaja na Tolminskem mivcu. Poleg tega, kot rečeno, jame nikakor niso edini kraški svet, ki ga poznamo in kjer lahko najdemo podzemne živali. Tovrstne organizme najdemo tudi v intersticialnih vodah, se pravi, da gre za nekako vode, ki se nahajajo med delci nesprejetega sedimenta. Zdaj, najlažje si to recimo predstavljate kot nekaj, čemur dostikrat rečemo hiporejk, oziroma ta prodišča, ki se nahajajo ob rečnih koritih ali pod njimi, se pravi za neko okolje ob rekah, ki je zapolnjeno z vodami. Za biologe je to območje zelo zanimivo, saj ga je precej težko vzorčiti, vzorči se ga točkovno, živali v njemu, praktično je treba zadeti dobro lokacijo, da se jih sploh dobi. Vzorči se pa v bistvu na način, da se eno 2-metrsko kovinsko palico zabija v te prodnike in se nato s pomočjo vodne pumpe izčrpa poljubno količino vode, ki se potem skozi mreže različnih velikosti pretakajo in se da nekako izločiti živalstvo oziroma žive organizme iz le te vode. Potem pa obstaja nekaj podobnega tudi na kopnem, in sicer tam govorimo o plitvih podzemeljskih habitatih, ki jih dostikrat označujemo tudi z mednarodno kratico, v meni neizgovorljivi francoščini MSS. Gre pa v bistvu za nekakšen z zrakom izpolnjen sistem votlin, ki se nahaja v teh zgornjih plasteh kamnin, in ta je spet pogosto pokrit s prstjo. Je zopet ena oblika podzemeljskih habitatov, ki je zelo težka za vzorčiti. Lahko si predstavljate že sami, zakaj ne. Treba je pač nekaj dela, da se vložiti nekaj dela, zato da se to lahko sploh na nek način vzorči, kajti vzorčenje pa poteka tudi tako, da se v to kamninsko podlago zakapajo ene pol metra, meter dolge sonde. Kar pa je nekako skupno vsem tem trem naštetim podzemeljskih habitatom, v katerih dostikrat preučujemo jamske podzemne živali, se pravi, naj gre za jame ali intersticialne vode ali te tako imenovane plitve podzemeljske habitate, je v bistvu, kot vidite na tej sliki, popolna tema. Zdaj, kaj to pomeni? Se pravi, daljnoročno to pomeni, da bojo ta okolja imeli bolj ali manj stabilne klimatske pogoje. To pomeni, da bo v bistvu temperatura v takih okoljih bila približno enaka neki srednji povprečni temperaturi, kjer se to podzemno okolje nahaja, se pravi nekje na Primorskem, v bližini obale. Pri nas bojo to temperature, ki so tam 14-15 stopinj, medtem ko pa govorimo o visokogorskih jamah, te bojo pa imele temperaturo recimo pod 2 stopinji. Prav tako značilna je dokaj visoka zračna vlažnost, oziroma ne dokaj visoka, ampak zelo visoka relativna zračna vlažnost, ki bo v globih delih podzemnih okolij dosegala tudi vrednosti od 100%. Kar je pa recimo še zelo zanimivo, je pa v bistvu dejstvo, da ker v teh podzemnih okoljih ni rastlin,
seveda zaradi odsotnosti svetlobe. Tam tudi nimamo primarne produkcije oziroma rastlin in s tem so v bistvu hranilne snovi precej omejene oziroma povedano z drugimi besedami, vsa hranila, ki v podzemlje prihajajo z površja. To seveda pomeni, da so vsa ta življenjska okolja v primerjavi z površinskimi habitati v bistvu prehransko revna. To seveda potem pomeni, da omogočajo obstoj manjšemu številu organizmov, seveda organizme še vedno tam najdemo. Samo sekundo. Se pravičujem. Seveda organizme v takih okoljih še vedno najdemo in jih biologi, kot je to nekako v človeški naravi, tudi razvrščamo v različne skupine. Tukaj poznamo recimo 3 osnovne skupine, pri katerih potem imamo razne podskupine, o katerih se seveda da tudi debatirati. Tako poznamo recimo troglopsene, ki so slučajni oziroma občasni obiskovalci v jamah, to so različne žuželke, potem recimo kakšni polhi, kune, tudi medvedi, vodne bolhe, ki pridejo skupaj z malimi sesalci, ki recimo živijo na vhodih v jame in tako naprej. Potem so to troglofili oziroma organizmi, ki so nekako v delu svojega življenja vezani na življenje v podzemlju ali pa so sposobni celo ustvariti podzemske populacije. Zdaj v teh primerih najbolj znani so recimo netopirji, ki imajo tam ali prezimovališča ali pa porodniške kolonije. Potem so tu recimo zelo znane tudi tako imenovane jamske kobilice, ki so pravzaprav površinske živali, ampak imajo pač to dnevno-nočno ritmiko, v kateri v bistvu ta dnevni del preživijo v jamah, medtem ko pa po noči hodijo na površino in se tam tudi prehranjujejo. Potem imamo pa tudi, se pravi, organizmi, ki so sposobni ustvariti podzemeljske populacije. Eden tak značilen organizem za Slovenijo je recimo vodni osliček, ki je razširjen povsod po Evropi, medtem ko pa je Slovenija poleg Romunije in pa Madžarske, pa po novem tudi Švedske, ena je, se pravi, izmed 4 držav, kjer so te živali v bistvu v nekih ponornih sistemih uspele ustvariti tudi podzemeljske situacije. Poleg naštetih pa potem imamo tudi tako imenovane troglobionte. Se pravi, to so živali, ki so v bistvu v popolnosti prilagojene za življenje v podzemlju, na površini enostavno zaradi različnih razlogov, naj si bo to ali predacije drugih organizmov ali pa senzitivnosti njihovih organizmov na spremembe v temperaturi, vlagi ali kakšnih drugih pogojih, enostavno ne morejo preživeti. Zdaj, kar je nekako značilno za te troglobionske, se pravi na življenje v podzemlju prilagojene organizme, je to, da nimajo oči. Seveda, kajti v podzemlju smo rekli, da nimamo svetlobe in oči so nekako že odveč. Potem še ena stvar, ki jo opazite tudi iz teh fotografij, recimo, da ti organizmi nimajo telesnih pigmentov. Kajti tudi ni se jim treba varovati pred neugodnimi vplivi sončnih žarkov. Še 2 taki značilnosti, s katerimi pogosto karakteriziramo podzemne živali, so pa tudi podaljšanje nog in pa podaljšanje anten, vendar to ni neko tako univerzalno pravilo, kajti če si predstavljate živali, ki živijo v prej omenjenih intersticialnih vodah, se pravi med rodniki, takim živalem v bistvu dolge noge in dolge antene pravzaprav ne pomagajo. Te živali morajo biti ali črvaste ali izjemno mehne kroglaste, da se med takimi rodniki lahko tudi premikajo. Kar se tiče samih troglobiontov, se pravi nekako njihovo odkrivanje
v samem začetku je bilo vezano na neke slučajne dogodke. Tako imamo prve vire o tem, o najdbi nekih pravih jamskih živali, brez oči, brez pigmenta, dokumentirane na jugu Kitajske, kjer je v bistvu že pred skoraj 500 leti so bile najdene steklene ribe. In če pogledate opis, te ribe so v bistvu bile opisane uradno šele 450 let pozneje. Samo nekaj več kot 100 let pozneje je pa v bistvu Valvazor v slavi vojvodine Kranjske omenjal tudi prvič močarila, človeško ribico ali proteusa, ki je bil izvržen iz nekih podzemnih okolij na površino. Ampak tisto, kar je v bistvu naredilo razliko v primeru podzemne biologije, je pa v bistvu to, da se takrat ljudje nekako niso zavedali tega, da je življenje v podzemlju mogoče. Takrat je podzemlje nekako bilo rezervirano ali za neke mitske živali, kot so zmaji, pa so recimo ravno človeške ribice bile definirane oziroma opisane kot mladiči zmajev, ko jih je vrglo ven, ali pa za mrtve. V bistvu tisto, kar je naredilo razliko, je bila najdba prve prave jamske živali tudi v jami. In sicer v tem primeru je to bil že prej omenjeni hrošček drobnovratnik, s katerimi se tudi v veliki meri ukvarja projekt, ki ga je Jana pred kratkim predstavila. In sicer je šlo za eno slučajno najdbo, ker je v bistvu jamski svetilničar iz že takrat turistične Postojnske jame pobral enega hrošča, ki sicer za njega ni vedel, kaj je, ampak se mu je pa zdelo že toliko zanimivo in drugačno, da ga je potem dal nekomu, ki je prepoznal v bistvu, da gre za eno totalno posebnost in je po opisu te živali, se pravi tega hroščka drobnovratnika, nekako ta dogodek bil prevzet kot rojstvo speleobiologije oziroma veje biologije, vede, ki se ukvarja z biologijo podzemnih habitatov. In s tem je pa v bistvu sama Slovenija kot država, v kateri se je to zgodilo, nekako prevzela ta častni naziv zibelke speleobiologije. Od takrat, se pravi od teh 200 let nazaj pa do današnjega dne, potem je nekako po tem odkritju drobnovratnika ta val raziskovanja podzemlja se nadaljeval po Dinarskem krasu do njegovega juga, ki se je v tedajnih časih nekako končal v vzhodni Hercegovini. Nato pa so že v prvi polovici 19. stoletja različni jamski organizmi oziroma odkritja različnih jamskih organizmov bila poročena tudi iz drugih gorskih masivov Evrope, predvsem tega mediteranskega dela. To je recimo Pirinejev ali pa Apeninov, tudi predalpske Italije, Rodopov. In potem se je pa ta val odkrivanja podzemnih živali širil tudi drugod po svetu. Tisto, kar je pa bilo v bistvu zanimivo, je pa to, da ne glede na to, kakšnega izvora in iz katere skupine so te živali prihajale, tudi če so bile nesorodne, so imele neke skupne značilnosti, kar se je že v bistvu v zgodnjih časih začelo pripisovati neki usmerjeni selekciji v teh zelo skopih, revnih in pa za življenje težkih, zahtevnih okoljih, kot so se pravi podzemne okolja. Od tedanjega dne pa do današnjega dne se je v bistvu nekako nadaljevala tradicija nabiranja podatkov in opisovanja podzemeljskih živali. In v enem povzetku raziskovanj po svetu, ki je nekje nastal na prelomu tisočletja, sta v bistvu slovenski starosta speleobiologije Boris Ket in njegov ameriški kolega, tudi starosta David Calver, nekako povzela to znanje, ki se je do takrat nabralo, in sta skušala nekako ugotoviti območja, na katerih se je recimo raziskalo veliko več oziroma je veliko več poznanih živali in pa organizmov kot v drugih. Tako nekako sta zelo na hitro lahko izločila, da na svetu obstaja 36 različnih lokalitet,
na katerih je znanih 20 ali več troglobiontov. To je bila, se pravi, neka umetno ustvarjena meja, nad katero se je govorilo o tako imenovanih vročih točkah. In zdaj, če pogledate te vroče točke biotske pestrosti po svetu, boste zelo hitro opazili, da se le mali del njih nahaja na južni polobli, prav tako le mali del njih na zahodni polobli Zemlje. Tisto, kar pa je zanimivo, je pa v bistvu, da je zelo velika večina njih skoncentrirana nekje na evropskem kontinentu. In dodatna zanimivost je pa to, če boste recimo opazili ta vzorec, da se ta agregiranost teh vročih točk nekako ujema z severnim zmernim klimatskim pasom. Ko se recimo na to območje pogleda nekoliko bolj podrobneje, se pa v bistvu zelo kmalu da opaziti, da se ta vzorec ponavlja tudi na manjših skalah, se pravi na ravni evropskega kontinenta. So recimo kolegi, vodeni s kolegico Zagmajster, v letu 2014 izvedli eno analizo na podzemnih rakih. In spet se pojavljajo podobni vzorci, se pravi te vroče točke pestrosti na mrežah 100x100 km, se v bistvu nekako raztezajo po Pirinejih, potem po južnih alpskih pobočjih in se nadaljujejo preko Dinaridov, čist do juga Dinaridov, ter potem tudi na območja Romunije in pa Bolgarije. To je potrditev tega vzorca tako imenovanega grebena podzemne biotske pestrosti, ki je sicer prvič bil definiran na kopenskih organizmih, vendar se vzorci praktično ponavljajo tudi na vodnih organizmih. In še dodatni vpogled, ki so potem kolegi izvedli v letu 2016, je pa v bistvu pod podrobnejši pogled vzel območje Dinarskega krasa in pa nekaj malo predalpskega krasa. In tam so pa v bistvu pokazali, da se tudi znotraj teh življenjsko zelo bogatih območij še vedno dajo ločiti bolj ali pa manj bogata območja. In tako so na Dinarskem krasu na podlagi podzemeljskih hroščev uspeli nekako definirati dva območja. Enega na severu Dinaridov, ki vključuje Slovenijo in pa Hrvaško, ter enega na jugu Dinaridov, ki vključuje sami jugovzhod Bosne in Hercegovine ter Črno goro, ki ima izjemno pestrost, seveda, kar se tiče podzemnih hroščev. Če recimo pogledamo samo Slovenijo, potem v Sloveniji lahko ločimo 3 osnovne enote krasa. In sicer tukaj lahko ločimo alpski kras, izolirane kraška območja in pa Dinarski kras, za katerega še enkrat lahko povem, da gre za vrstno najbogatejše območje, kar se tiče podzemniških živali v svetovnem merilu. Zdaj, kar je tukaj v bistvu nekako zelo pomembno povedati, da je to, da živimo prav mi na tem vrstno najbolj bogatem območju, nekako preplet različnih okoliščin. Eden izmed teh je recimo paleogeografija. Tukaj recimo treba vzeti v ozir, da vsa ta območja, ki sem jih do sedaj omenil, se pravi vse te gorske verige, ki se nahajajo v okolici Mediterana, ki so danes izjemno bogate po, kar se tiče podzemnih organizmov, so v bistvu relativno mlada gorovja. Na teh območjih je do praktično pred kratkim, se pravi govorimo o nekih maksimalno 60 milijonih let, so prevladovala plitva morja z lagunami, kot jih danes recimo poznamo v tropih. Na tem so pa zaradi geološkega dogajanja
zaradi interakcije med različnimi tektonskimi ploščami začela vznikati gorovja. Seveda ta gorovja, ki so tam v bistvu nekako se pojavila, so bile nenaseljena okolja, brez predatorjev, ki bi v njih prežila na organizme in so v bistvu omogočila naseljevanje nekih organizmov v podzemlje. Potem je tukaj zelo velik vpliv bil tudi surovih pogojev na površju, kar se v bistvu najbolje mogoče da videti na tej slikici levo, kjer je opaziti, da praktično na območju, ki je nekako severno od meje Alp, biotska pestrost na ravni evropskega kontinenta zelo opada. Tukaj recimo velik vpliv na biotsko pestrost so imele zgodovinske suše ali pa pojav ledenikov, ki je recimo v svojih zadnjih fazah, se pravi v času zadnje pleistocenske oledenitve, marsikateri od podzemnih taksonov nekako omejil njegovo razširjenost na južna pobočja Alp in pa Alpske doline. Potem, kar je zelo veliko vplivalo, so tudi možnost razširjenja in pa izolacija teh organizmov v podzemlju, se pravi sama povezanost kraških sistemov in pa v splošnem, se pravi to, kar sem že prej povedal v povezavi s paleogeografijo, se pravi naseljevanje nekih novih habitatov. Zdaj, tukaj spet je en tak primer na sliki tega vodnega slička. Slička, se pravi, na levi strani imamo žival, ki je praktično razširjena po celotnem evropskem kontinentu, medtem ko pa z desne strani imamo predstavnike podzemeljskih populacij, oziroma danes lahko govorimo že o vrstah, kajti s površinskimi več ne komunicirajo, ki so znane iz nekaterih slovenskih jam. Zdaj, ko pa recimo govorimo o konkretnih številkah na tem območju, dinaridov, se pravi, smo na neki naši, recimo, bolj lokalni bazi. Lahko rečemo, da pa tudi to so številke, ki so veljale približno 20 let nazaj, da na tem območju poznamo več kot 1000 pravih jamskih živali oziroma troglobiontov. Od tega tedaj so poznali 600 in več kopenskih troglobiontov. Samo kot zanimivost, recimo dan danes poznamo samo v dinaridih več kot 450 jamskih hroščev in pa takrat so poznali več kot 330 vodnih vrst. Tudi število vodnih vrst je v teh zadnjih 20 letih zelo poraslo. Kar se pa tiče same sestave teh jamskih organizmov, ki jih je pri nas moč srečati, pa v bistvu gre za vse večje skupine od skakačev, hroščev, paščih palcev, postranic, se pravi enakonožnih rakov, pijavk, praktično vse skupine organizmov, ki jih najdemo tudi na površju. Na dinarskem okrasu imajo tudi svoje podzemne predstavnike. Je pa tukaj zelo pomembno poudariti tudi nekatere živali, živalske vrste ali pa skupine, ki predstavljajo izjeme v svetovnem merilu. Izjeme iz večjih ozirov. Eden takih je recimo to, da praktično ne poznamo več njihovih sorodnikov ali pa njihovih površinskih sorodnikov, ali pa gre za morske, ali pa gre za edine jamske predstavnike živali, čigar sorodniki so ali morski ali pa površinske živali. Ena takih je recimo velkovrhja enigmatica, se pravi mečken jamski ožigalkar, le nekaj milimetrov velik, znan iz območja porečja Ljubljanice. Potem imamo, se pravi, sorodniki te živali, se pravi velkovrhje, so v bistvu bolj kot ne morski in pa sladkovodni površinski ožigalkarji. Potem imamo kongerijo, kot je prej Jana rekla, kuščerjeva kongerija, oziroma danes v Sloveniji do leta 2013 je veljalo, da pri nas živi kuščerjeva kongerija. Danes pa vemo, da v bistvu na dinarskem okrasu
živijo 3 vrste kongeri in tako recimo na jugu Hrvaške in v Hercegovini lahko najdemo to kuščarjevo kongerijo, na območju centralne Hrvaške, ki recimo da zajema Velebit in pa Liko, najdemo Mula Omerovičevo kongerijo in v Sloveniji na edinemu mestu, kjer jo najdemo v izviru Jamske školjke v bližini izvira reke Krope, imamo pa Jalžičevo kongerijo. Zanimivost kongerij kot takih, se pravi, gre za edine morske školjke. Od površinskih sorodnikov pri nas imamo samo še invazivno trikotničarko, medtem ko so pa recimo sorodniki teh školjk bili zelo razširjeni po sistemu kopenskih oziroma kontinentalnih jezer, ki je bil razširjen na območju Dinarskega krasa v obdobju miocena. Zdaj, to nekih 15 do 8 milijonov let nazaj. Še ena taka in ti predniki so danes predvsem znani iz fosilnih ostankov. Še ena taka zanimiva žival je jamski cevkar, se pravi ponovno edini podzemeljski predstavnik skupine, ki v morju ima številne sorodnike. In pa za konec naštevanja teh posebnosti Dinarskega krasa še en dinarski fenomen, največji podzemni vretenčar in še vedno verjetno edini popolnoma prilagojen na življenje v podzemlju v Evropi, se pravi močeril ali človeška ribica, ki ima daljne sorodstvo v Severni Ameriki. In še enkrat, če tudi je bila v bistvu prva jamska žival, ki je bil opisan, je močeril bil opisan iz izvira, ker se pač ljudje v takratnem obdobju enostavno niso zavedali življenja v podzemlju. Še ena taka zelo splošna značilnost vseh teh jamskih živali je to, da tukaj ne moramo govoriti o nekih splošno razširjenih organizmih. Gre za ozko razširjene organizme, kajti večina ali pa celo vsi organizmi, ki jih najdemo, vsi pravi podzemni, pravi jamski organizmi, ki jih najdemo v naših podzemnih okoljih, so ali endemiti Dinarskega krasa ali endemiti nekih alpskih struktur, kot so recimo Južne Apneniške Alpe ali pa izoliranega krasa. Še ena lepa demonstracija tega je v bistvu nedavno objavljen članek kolegov iz naše skupine, ki so analizirali 2 skupine organizmov, se pravi eno vodno, eno kopensko hrošče in pa postranice iz rodu Nifargus. In v bistvu zelo zanimivo je to, da na območju Slovenije in pa celotnega Dinarskega krasa, kjer so obdelavali približno 150 vrst postranic, 23 vrst postranic je takih, ki so znane in pa seveda tudi znanstveno opisane iz ene edine lokalitete. Takrat govorimo, se pravi, o zelo ozkih endemih oziroma o single site endemitih in prav tako analizo, ki so jo izvedli na hroščih, ki je, če se ne motim, vsebovala nekih 270 različnih vrst, je prav tako imela 31 vrst, ki so bile znane samo iz ene edine jame. Zdaj, tukaj nekako zaradi vseh teh posebnosti je poslušalcem zelo verjetno postalo jasno, zakaj je vse to potrebno varovati. Saj gre v bistvu za neko varstvo v svetovnih razmerih edinstvene biodiverzitete, del teh organizmov prispeva k ekosistemskim storitvam, saj so pomembni tudi za varstvo vodnih virov. Velik pomen
podzemne vode pri nas imajo tudi v kmetijstvu. In pa glede na to, da se Slovenci radi ponašamo z recimo, tudi človeško ribico kot enim tako rekoč neuradnim simbolom države in pa svojim prispevku k raziskovanju podzemljah naši pomembnosti v nekem teh speleo krogih, ima seveda varovanje podzemlja v Sloveniji tudi kulturni in pa izjemen zgodovinski pomen. Pri tem je pa seveda treba poudariti, da mi nismo prvi, ki se tega v bistvu začenjajo nekako zavedati, ampak da so se to zavedali že 100 let nazaj, kajti v letošnjem letu praznujemo 101. leto spomenice Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov, ki ga je izdal tedanji glasnik Muzejskega društva za Slovenijo in ki v bistvu v svoji tretji točki navaja, da podzemske jame z interesantno jamsko fauno in floro naj se postavijo pod nadzorstvo. Vstopovanje naj se dovoli samo v znanstvene svrhe. Še pravi, že 100 let nazaj je to bila nekako misel, ki je v Sloveniji bila prisotna. Kar se tiče samega varstva, jaz v bistvu ne bi tukaj veliko zakonskega varstva, ne bi veliko stvari tukaj poudarjal, se je Jana prej nekako že v bistvu povedala. Podzemlje v Sloveniji, predvsem s poudarkom na jame, pri nas nekako varujemo na različnih nivojih, predvsem razlikujemo ta, se pravi, nacionalni nivo pa mednarodni nivo. Tukaj imamo zakon o varovanju podzemljskih jam, ki se definira kot naravne vrednote. Potem imamo zakon o ohranjanju narave, znotraj katerega poznamo različne stopnje varovanja območij, pa imamo tako recimo Narodni park, eden edini regijski park, 3 regijske parke in pa krajinske parke, v katerih je dodatno zavarovano, se pravi poleg tistega zakona o varstvu podzemljskih jam, še nekih slabih 13% slovenskih jam. Znotraj tega zakona pa imamo tudi uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah, ki se v bistvu ukvarja, ki nekako zakonsko pokriva zaščito vseh jamskih hroščev, potem zaščito te ene edine jamske školjke, ki je razširjena pri nas, potem proteusa oziroma človeške ribice in pa jamske veslavke, enakornožnega raka, ki je v bistvu v Sloveniji znan le iz 2 lokalitet na Primorskem. Poleg tega na nacionalni ravni poznamo pa tudi pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih živalskih vrst v rdeči seznam, ki med drugimi vključuje tudi nekatere podzemne vrste. In potem imamo še to stopnjo, ki nekako deluje na mednarodni ravni, se pravi, gre za habitatno direktivo, znotraj katere v Sloveniji poznamo 324 različnih Natura 2000 območij, od katerih je celo 65 takih, ki so bile v bistvu ustanovljene zaradi habitatnega tipa jame, ki je pa tudi eno izmed določil samega dokumenta. Zdaj tukaj na tej mali Sloveniji sem precej nesrečno izbral te rdeče oranžne barve, tako da zelo verjetno ne vidite nič, tako da se opravičujem za to. Kar se tiče same habitatne direktive, se pravi tako imenovanega omrežja Natura 2000, znotraj tega smo rekli, da obstaja 65 območij, ki so bile predpisane zaradi podzemeljskih živali pri nas. In tako poznamo 17 območij, ki so bila definirana zaradi prisotnosti drobnovratnika, potem eno edino območje, ki je bilo definirano zaradi prisotnosti jalžičeve kongerje, kar se vidi tukaj v Beli krajini, izvir Krope, in pa 26 različnih Natura 2000 območij, ki pokrivajo v bistvu razširjenost človeške ribice oziroma močerila. Zdaj, tisto, kar je v bistvu zanimivo, je, kaj v bistvu s tem varujemo. Danes poznamo 2 podvrsti močerilov,
tukaj na skrajni desnem delu ekrana jih lahko vidite. Se pravi, poznamo belo in pa črno podvrsto. Medtem ko je črna podvrsta razširjena na enem malem območju Beli krajini, je ta bela podvrsta razširjena skoraj po celotni južni Sloveniji in tukaj v grobem lahko vidite, da v bistvu velik del razširjenosti človeške ribice nekako izpade iz tega območja razširjenosti, območja, ki je varovan z mednarodnim sistemom Natura 2000. Tisto, kar je pa dodatna zanimivost, je pa v bistvu, da čedalje bolj se kaže, da tudi znotraj Slovenije poznamo nekaj različnih vrst človeških ribic, ki se bojo v prihodnje opisale kot samostojne vrste, ki so nekako na tej grafiki upodobljene z različnimi barvami in tukaj se lahko vidi, da v bistvu nekatere od njih so precej slabo varovane, medtem ki pri nekaterih je pa v bistvu z obrežjem Natura 2000 varovan manjši ali pa večji delež njihove distribucije. Kar se tiče same ogroženosti podzemnih habitatov, tukaj razlikujemo nekaj različnih nivojev ogroženosti, seveda delimo jih na podlagi vzrokov. Poznamo vzroke, ki delujejo na različnih ravneh, lahko govorimo o nekih lokalnih ali pa regionalnih. In tukaj imamo ogroženost, ki je povzročena z spremembo samega habitata. Tu so različni kamnolomi, ki recimo nekako zajemajo tudi izkopavanje peska ali pa kakšna infrastrukturna dela, kot je gradnja avtocest, vzpostavitev turističnih jam. Potem je to ogroženo zaradi spremembe količine ali pa kakovosti voda. Tukaj imamo recimo zelo značilen problem zadnjih desetletij zaradi naraščanja števila ljudi, seveda prihaja tudi do rasti porabe vode. Potem je tukaj vpliv kanalizacij, ki je verjetno v zadnjih 5 letih do pojava covida bil zelo značilen za poletne mesece v obalnih krajih, kjer se je število prebivalcev v poletnih mesecih tudi 5-krat povečalo, ali pa razlivanje različnih snovi. Nenazadnje smo imeli tudi zdaj že 2 leti nazaj razlivanje in požare v vrhniškem Kemisu ali pa razlivanje kerozina na območju železnic na Primorskem. Potem imamo pa še te neposredne spremembe, kar se tiče podzemne favne. Tukaj je pa recimo tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj sem pred časom bil nagovorjen v bistvu za organizacijo tovrstnega predavanja, in tukaj gre za lov in pa izlov jamskih živali, ki je nekako, kot kažejo naše seznanja, prisoten le v dinarskem okrasu in se predvsem nanaša na podzemne hrošče. In kot zadnja, ki je do neke mere še diskutabilna, kajti velik delež raziskav, ki se dela na vplivu klimatskih sprememb na organizme, je še vedno v bistvu modeliranje, medtem ko pa organizmi, ki so do sedaj bili testirani na izpostavljeni fiziološkim testom sprememb temperature, pa kažejo zelo različne odzive, kar je seveda odvisno tudi od njihovega filogenetskega ozadja, pa tako poznamo organizme, ki lahko reagirajo na zelo majhne temperaturne spremembe ali pa organizme, ki reagirajo na velike temperaturne spremembe. Vendar pričakujem, da v prihajajočih letih bo tudi tukaj že toliko materiala, da bomo lahko govorili tudi o ogroženosti podzemlja in pa specializirane favne tudi zaradi segrevanja in pa klimatskih sprememb na splošno.
Zdaj bi pa nadaljeval z nekaj takih sočnih primerov, ki smo recimo v naših raziskavah naleteli na njih. Ena taka je recimo sprememba habitata v Mostu na Soči. Se pravi, v Mostu na Soči imajo akumulacijo, ki je narejena v samem okraju za potrebe hidroelektrarn, Plave in pa Deskle. Ta akumulacija se zaradi vzdrževalnih del na vsake toliko let prazni in zadnje tako praznjenje je bilo v letu 2018, ko smo nekako se odločili izkoristiti to priliko in povzročiti podzemne habitate, ki jih ponuja korito reke Soče. Zdaj tukaj vidite dve fotografiji, posneti v sicer različnih obdobjih, ne. Na desni imamo to prekrasno Sočo v poletnih mesecih, medtem ko pa z leve je pa praktično isto ozadje, vendar v času, ko je ta akumulacija bila izpraznjena. Tisto, kar je opaziti recimo na fotografiji, so bile zelo visoki nanosi sedimenta, se pravi v tem dolgoletnem obdobju, ko je akumulacija polna, se tukaj nalagajo sedimenti. In v tej majhni raziskavi, ki smo takrat s kolegi izvedli, smo v bistvu povzročili dele Soče in pa sočnih pritokov pred in po akumulaciji. In tisto recimo, kar je zelo zanimivo, je, da v bistvu zaradi samega vpliva sedimentacije teh zelo majhnih organskih in pa anorganskih delcev v sami akumulaciji reke Soče pride do padca koncentracije kisika in pa povečane prevodnosti, kar je pa v bistvu za posledico imelo to, da v tem območju akumulacije, v sami akumulaciji praktično ni nobenih podzemnih živali, medtem ko smo pa na drugih točkah, na katerih smo vzorčili, v 6 točkah praktično dobili nekaj več kot, če se ne motim, okoli 20 različnih pravih podzemeljskih živali, medtem ko smo pa skupno dobili okoli 40 različnih živali. Potem imamo podobne zadeve, ki jih je pričakovati tudi na drugih delih Dinarskega krasa, kot je recimo sprememba habitata, kot je Bilečko jezero, kot se bo zelo verjetno, če se bo to zgodilo, če se bo gradnja le-tega zgodilo tudi v zadrževalniku vode, ki se planira v Brkinih. Potem imamo pa tudi druge spremembe habitata, ki v bistvu so nekako tukaj je recimo en tak primer iz Črne Gore, kjer so v bistvu v letu 2015 odprli eno izmed danes najbolj znanih turističnih destinacij v Črni Gori, Lipsko Pečino, ki je v bistvu že v prvem letu svojega odprtja prejela več kot 50,000 obiskovalcev, medtem ko v bistvu za neko ozadje tega ogromnega posega, s katerim se je popolnoma spremenila klima samega jamskega objekta, v bistvu ni stala nobena resna študija vpliva na okolje in pa organizme v tej sami jami. Potem tukaj imamo različna vplive, ki jih ponujajo prekomerno ali pa nepravočasno gnojenje, potem nesanirana odlagališča, potem so tukaj kanalizacije ali pa recimo gradnja hidroelektrarn. Potem je tukaj recimo ta vpliv, ki ga kot ljudje imamo na kvaliteto ali pa količino podzemnih voda. En zanimiv primer, ki v bistvu izhaja iz ene 6-kilometrske jame, ki se nahaja na območju med Vrhniko in pa Logatcem, ki rečemo Logrček. Namreč davnega leta 2012, ko smo enkrat raziskovali to jamo za potrebe, niti sam se več ne spomnim česa, sem po večurnem lutenju po jami postal strašansko žejen in sem se odločil
piti vodo iz neke ponvice, ki se je nahajala tle v tej podorni dvorani. V momentu, ko sem to spil, sem čutil, da je ta voda nekako slana, pa z enim takim čudnim priokusom, tako da sem to izplunil. Smo pa takoj v bistvu opazili detalj, da vseeno kljub tem čudnemu okusu v vodi plavajo podzemni raki. Te smo pobrali skupaj z vzorcem vode in odnesli v laboratorij. Raki so v isti tej vodi preživeli še 2 meseca. Ko pa smo v bistvu vodo stestirali, smo v bistvu videli, da vsebuje, da je njena slanost v bistvu nekih skoraj pa 14 promilov, kar je v nekih mejah, ki veljajo za somorično vodo, ki nekako ima od 0,5 do 30 promilov, medtem ko recimo Jadransko morje ima nekih 38 promilov. Zdaj, ko smo pa prišli ven, smo pa dejansko zelo hitro dojeli, zakaj gre. Namreč, če pogledate tukaj ustavljen tloris te jame v okolje, boste zelo hitro opazili, da se ta jama nahaja direkt pod traso železniških tirov, tudi nekih manjših lokalnih cest, in pa tisto, kar je bilo zelo zanimivo in pa značilno, je pa v bistvu avtocestna trasa, kajti ravno v tistem obdobju, ko smo mi raziskovali v tej jami, je zunaj bil sneg in je v bistvu vsa ta slanost v vodi bila posledica soljenja cestišč zaradi preprečevanja zmrzali na samemu cestišču, ne cvetišču. In v bistvu je bil en tak zelo direkten pokaz, v bistvu, da vnos organskih in pa tudi drugih snovi, kot tudi samih polutantov v podzemlje, v bistvu ne gre le skozi jamske vhode in tiste velike ponore, ampak v bistvu gre nekako tudi čez majhne lokalne curke. Posebna zgodba v bistvu pri ogroženosti podzemlja pri nas, kot sem že prej zelo na hitro omenil, je pa v bistvu lov in pa izlov jamskih hroščev. Te imajo pri nas zelo bogato tradicijo raziskovanja, se pravi tudi sama speleobiologija kot taka je začela z odkritjem jamskega hrošča. V teh 200 letih se je odkrilo čez 450 vrst na Dinarskem okrasu in te so nekako, in to območje nekako naseljeno predvsem z 3 zelo vrstno bogatimi skupinami. To so skupine leptotirine, trihine in pa pselafine. Žal se z slovenskimi imeni ne bi lomil, ker so vsakič nekoliko drugače prevedena, pa mislim, da ni še nekega konsenza okoli le-teh. V letu 2016 smo po dojavi lokalnih jamarskih društev izvedli eno manjšo akcijo, v kateri smo v bistvu prepoznali 11 jam, v katerih je bilo postavljenih zelo veliko število neoznačenih, tako imenovanih mrtvolovnih pasti za jamske hrošče. Te pasti so bolj kot ne bile postavljene na tipskih lokalitetah, se pravi lokalitetah, s katerih so bile opisane vrste ali pa celo rodovi, in pa v vseh teh primerih je šlo pa v bistvu za zelo lahko dostopne, široke in pa vodoravne jame. Zdaj, v nekaterih primerih smo zelo zlahka v bistvu uspeli definirati, za katere vrste se je šlo. Recimo na območju Kočevskega je bil eden zelo redek, komaj znani predstavnik rodu Anophthalmus. Na območju Dobrovoljske planote je šlo za kamniškega brezokca, se pravi to žival, ki je bila tudi več 20 let nazaj upodobljena na poštanskih znamkah Republike Slovenije. In še ena taka zanimivost, ki je takrat, kjer smo v bistvu najdevali pasti, je bil verjetno najbolj znan slovenski hrošč, poleg tega Anophthalmus, poleg drobnovratnika Anophthalmus hitleri,
ki je bil opisan in pa poimenovan v letu in poimenovan po tedanjemu vzpenjajočemu se političnemu nemškemu vodji. Zdaj, problem teh nelegalnih pasti in ilegalnega izlova je v bistvu temu, da gre za nek lov brez ustreznih dovoljenj, da se uporabljajo mrtvolovne pasti z smrdljivo vabo. Zdaj, za tiste, ki si ne predstavljate, to izgleda nekako takole kot ta lonček na desni strani, kjer imate nek plastični lonček, v njemu se nahaja neka epica, v kateri je vstavljeno gnilo meso, gnil sir in pa od spodaj ima nek fiksativ, v večini primerov gre za kis ali pa solno raztopino, v kateri se potem živali ulovijo. Problem tega je, da v bistvu lahko naredi zelo veliko škodo neki lokalni združbi, saj se recimo v te pasti ne ujamejo samo hrošči, ampak se ujamejo vse možne jamske živali. Zakaj? Zato, ker v bistvu, kot sem že na samem začetku povedal, so jamska okolja revna s hranili in če damo praktično nek piknik tem živalem, seveda potem vse pridejo na to. Zdaj, koliko so pa lahko škodljive posledice tako nastavljenih pasti, lahko pa vidite na sliki levo, kjer so kolegi iz ene jame na Dobrovoljski planoti, ki je verjetno stala več let, prinesli nekaj pasti, v katerih so vseh njih bile več kot recimo 700 živali na past. V enem ekstremnem primeru je pa bilo tudi več kot 3.500 živali v eni edini pasti. Potem, kar je pa s tem tudi povezano, je v bistvu to, da gre za da se na podlagi takih zbiranj vzpostavljajo privatne, zelo vredne, ampak žal nedostopne zbirke in pa v nekaterih primerih se vzpostavlja tudi nek ilegalen trg s temi organizmi. V našem medijskem prostoru je ta ilegalen trg bil deležen večkratne pozornosti, tudi navajale so se neke, bom rekel, kar bolano visoke cene za nekatere organizme, predvsem za prej omenjenega Anophthalmus hitlerja, ki naj bi veljal za zelo veliko posebnost med zbiratelji jamskih hroščev. Tako da sem se v bistvu v lanskem letu, tik pred izbruhom korone, odpravil tudi sam na eno izmed takih borz, in sicer na največjo evropsko, ki se je odvijala v Pragi. Moram reči, da nobenih več tisoč evrov vrednih hroščev nisem videl. Večina hroščev in pa večina živali, ki so tam bile zastopane, so šle za neke ali velike tropske hrošče ali pa ravno tako tropske in pa zelo pisane vrste in pa skupine metuljev. Medtem ko pa recimo podzemne živali, ki sem jih srečal, so pa v bistvu dosegale tam neke cene 10 in pa recimo maksimalno 30 evrov, kar seveda na prvo roko vse mogoče ne zdi veliko, ampak če pa nekdo prodaja 10 takih živali, se pa nekaj financ pa tudi nabere. Zato v bistvu čedalje bolj pri nas poudarjamo neke legalne načine ulova, seveda, ki so podkrepljeni z ustreznim dovoljenjem Agencije Republike Slovenije za okolje. Čedalje bolj se promovira uporaba živolovnih talnih pasti, kjer je v bistvu se zgodijo tudi nesreče in pa nekatere živali poginejo, ampak seveda govorimo o veliko manjšem deležu takih primerov. Pasti so ravno zato, da omogočijo neko prepoznavnost med ilegalno in legalno postavljeno pastjo označene in vsebujejo neke informacije ali o nastavljalcu ali o številu dovoljenja ali pa neke kontaktne informacije.
in seveda čedalje več in čedalje bolj se in bi se moralo nekako govoriti o objavljanju teh rezultatov in pa vzpostavi študijskih zbirk. Zdaj, vsa ta zgodba s temi nelegalnim lovom hroščev v Sloveniji nas je nekako v naši raziskovalni skupini na oddelku za biologijo Univerze v Ljubljani nekako potaknil k temu, da smo naredili eno študijo prakse, recimo varstva slovenskega podzemnega okolja na enem izmed najbolj raziskovanih skupin jamskih organizmov, in sicer gre za jamske hrošče, kjer v bistvu v Sloveniji imamo 123 vrst in pa podvrst, ki so opisane z našega ozemlja, in sicer govorimo o 93 različnih jamah. Od teh 123 vrst je pa 36 takih, se pravi, te, ki so označene z rdečimi velikimi krogci, ki so znane samo iz teh lokalitet. Še tukaj lahko recimo dam dodatno razlago, da so ti oranžni krogci predstavljajo, se pravi, tipska nahajališča, se pravi, nahajališča, od koder so te vrste ali podvrste pisane. Rdeči so take, se pravi, ki so znane samo z enega nahajališča, medtem ko so pa modre v bistvu ta jame ali pa kakšni umetni rovi, kjer v bistvu imamo podatek o pojavljanju podzemnih hroščev. Zdaj, kot rečeno že prej, sami jamski hrošči so pri nas nekako zavarovani z uredbo o zavarovanih prostoživečih vrstah in pa zakonu o varstvu podzemnih jam. In potem smo se v bistvu malo igrali s tem, da smo, predvsem je to delali naši sodelavki Ester Permate in pa Maja Zagmeister, ki ste se v bistvu poigrali s temi številkami in pa njihovo oddaljenosti teh lokalitet od nekih kazalnikov ogroženosti ali pa onesnaženja. Tako ste recimo dobili podatek, da je približno 75 tipskih nahajališč, se pravi teh nahajališč, s katerih so živali opisane, se pravi med temi 93, od samih cest oddaljeno manj kot 100 metrov, medtem ko pa je le 1% takih, ki so od cest oddaljene več kot 500 metrov. En zanimiv podatek je bil tudi to, recimo, da se 50% teh živali, ki so znane samo z enega nahajališča, nahaja manj kot 1 kilometer od nekega divjega nahajališča odpadkov, medtem ko pa se recimo 43% tipskih nahajališč prav tako nahaja 1 kilometer, manj kot 1 kilometer oddaljen od nekega divjega odlagališča. Če pa damo to na neko drugo raven varovanja, če recimo damo to v okvirje zakona o ohranjanju narave, kjer imamo te 3 kategorije, narodni, regijski in pa krajinski park, vidimo pa, da v bistvu med tipskimi nahajališči, ki jih imamo, se pravi 81, je skoraj 90 takih, ki v nobeno od teh kategorij zavarovanja pod tem zakonom ni vključena, oziroma v primeru tipskih nahajališč je to nekih skoraj da 85%. In potem, če isto to recimo damo na neka območja, ki so varovana znotraj evropskega omrežja Nature 2000, vidimo, da v bistvu od 93 tipskih nahajališč, ki se nahajajo na teritoriju Republike Slovenije, je v bistvu nekaj več kot 50% takih, ki so vključena v shemo varovanja. In pa seveda tukaj treba še enkrat poudariti, da tudi recimo, če niso ta nahajališča vključena v sheme varovanja, kot je zakon o ohranjanju narave ali pa Natura 2000, jih pa zakonsko v bistvu varuje ta osnovni zakon, zakon o varstvu
podzemnih jam. To bi nekako z moje strani bilo vse. Upam, da vam je bilo zanimivo. Kot ste pa že prej slišali, v bistvu samo predavanje bilo izvedeno v sklopu projekta Za Kras, kjer nekako v nadaljevanju pričakujemo še organizacijo delavnic, ki jih bomo sprovedli z lokalnimi jamarskimi društvi, Zavodom za varstvo narave in pa inšpekcijskimi ter policijskimi enotami, ki delujejo na tem področju znotraj Republike Slovenije. Tako da še enkrat, oziroma ne še enkrat, ampak prvič, hvala za pozornost z moje strani.